Lep pozdrav. Dobro, je v redu? Super, lahko začnemo. Torej, dovolite, da se vam vsem zahvalim, da ste danes prišli in da ste mi tako omogočili, da dam izjavo v zadnjih dogodkih v povezavi z slovensko obveščevalno službo. Torej, naj rečem v uvodu, da sem prepričan, da bo ta vložena tožba pomembno pripomogla k temu, da bomo lahko na sodišču in pred celotno slovensko javnostjo dokazali in pokazali, da je vse tisto, kar sem govoril, resnica. Jaz sem prepričan, da nam bo to sodišče v nadaljevanju, v postopku, ki se bo tem odvil, ustrezno omogočilo. Očitno pa je, da je Janez Janša ocenil, da več kot 2 meseca blatenja mojega imena, zanikanja, vse tiskovne konference, ki so jih imeli številni njegovi strankarski kolegi in prijatelji, niso obrodili nobenih sadov. Ne samo, da gre za sodelavce in prijatelje, ki seveda nimajo nobene zveze s tem, kar se je leta 2004 dogajalo in tudi ne morejo vedeti, kaj se je dogajalo. Predvsem je pomembno, da niso uspeli prepričati slovenske javnosti s ponavljanjem enih in istih trditev. Jaz sem prepričan, da nobena tožba, nobeni pritiski in nobene aktivnosti ne morejo zakriti tisto, kar je pri celotni zgodbi bistvo. To pa je, da se poskuša prikriti katastrofalno vodenje slovenske vlade strani Janeza Janše, padanja podpore njemu, njegovi stranki v slovenski javnosti. Torej, tako kot sem po eni strani zadovoljen, da bomo lahko na sodišču končno dokazali in pokazali, da je to, kar smo govorili, resnica, pa me po drugi strani skrbi, da se poskuša to temo ponovno postaviti na dnevni red ravno v tem času, ko Janez Janša celotni slovenski javnosti poskuša dokazati, da mu je zelo veliko do urejanja medsosedskih odnosov, do urejanja problemov, ki jih imamo s Hrvaško. Ta tema, diskusija o tem in nenazadnje tudi tisto, kar bomo dokazali in pokazali na sodišču, ne bodo prispevali k urejanju dobrososedskih odnosov. Je pa seveda možno, da Janez Janša poskuša tudi na tak način vrniti nekatere usluge svojemu kolegu v Zagrebu. On, kot veste, je tik pred volitvami in so mu potrebne pomoči in veliko pomoči, da bo lahko te volitve preživel. Kako odgovarjate na obtožbe gospoda Tanka oziroma navedbe gospoda Tanka, da ta celotna intriga prihaja iz vrha SD-ja? Kot sem povedal, vsi ti dogodki izvirajo iz leta 2004. Jaz sem v letu 2004 bil predsednik vlade in LDS-a in to seveda nima nobene veze z SD-jem, gre izključno za tisto, kar se je tedaj dogajalo in gre za odnos med mano in Janezom Janšo, med tistim, o čemer jaz govorim in tisto, kar poskuša on zanikati. Seveda pa sam zelo dobro ve, kaj je počel, kaj je delal in vedno bolj se zaveda tudi, da prihajajo računi za tiste dejanja, ki jih je storil in naredil. Ampak kaj je z dokazi, gospod Rop? Zdaj, do tega trenutka jih še nismo videli. Vi ste stavili torej na pristojne organe in tako naprej, zdaj smo že pri sodišču. Kaj, če tudi tam, recimo, ne bo tega, čemu vi pravite, resnica? Kot sem povedal, sodišče nam bo omogočalo, da bomo lahko na objektivni način pogledali nekatere stvari znova in ponovno, da bomo tudi dokazali moje trditve in zato sem zadovoljen, da se ta tema seli tudi na sodišče in da bomo tam lahko dokazali. Kot rečeno, tožba računam glede na obvestila, ki so v javnosti, da je vložena. Takoj, ko jo bomo prejeli in ko jo bom prejel od sodišča, bomo začeli pripravljati skupaj z mojim odvetnikom odgovorili in predložili tudi dokaze. Kdo bo vaš odvetnik ali boste prosili tudi gospoda Podbregarja, da priča? Moj odvetnik je gospod Emil Zakonjšek. Mi bomo pripravili odgovor in v tem odgovoru bomo seveda tudi navedli, kdo so tisti,
ki bodo na to sodišče prišli, za katere pričakujemo, da naj bi prišli. Zakaj govorite v množini? Bomo dokazali, bomo prišli, bomo. Ali vas je več že zbranih, ki boste šli na sodišče? Vsekakor je to civilna tožba zoper mene in jaz sem prepričan, da tam ne bom samo jaz izkazoval te resnice. Kaj pričakujete od tega pričanja gospoda Podbregarja v torek? Bo potrdil vaše navedbe ali zanikal? Jaz seveda to težko ocenjujem, jaz ne vem, kaj bo tam povedal. Počakajmo, pa bomo videli. Mislite, da je sodišče boljša priložnost za to, da se pove, kaj se je dogajalo in kaj ne, kot pa pričanje pred komisijo? Jaz ocenjujem, da je dobro, da je oboje. Dobro je, da imajo poslanke in poslanci možnost, da izprašajo vse tiste, od katerih želijo izvedeti odgovore. Seveda je pa tudi res, da so v komisiji ljudje, ki pripadajo različnim strankam in lahko zato vnaprej približno pričakujemo, kdo bo kaj rekel, glede na to, z katere stranke prihaja. Po drugi strani pa seveda sodišče deluje in jaz sem prepričan, da bo tudi v tem primeru delovalo neodvisno in bo torej lahko naredilo neodvisno oceno o tem, kaj se je dejansko dogajalo in kaj sem tudi jaz izjavil. Kako komentirate današnje zapise v Magu, da ni šlo za spodbujanje incidentov, ampak za meritev incidentov v teh razgovorih in da gre za napačno interpretacijo oziroma napačno povzemanje? Izkrivljeni informacije. Tisto, kar je zelo nenavadno ali pa indikativno pri tem primeru je to, da očitno v javnost prihajajo vedno nove in nove informacije iz Sove. Ne glede na to, da uradno sedanji funkcionarji Sove trdijo, da ni nobenih dokumentov, da ni nobenih dokazov, vedno nove dokaze pošiljajo ali pa nekdo pošilja iz Sove. To seveda predvsem kaže na to, da je Sova praktično razpadla in je postala plen predvsem ene politične stranke. Torej, ne morem pa komentirati vseh dokumentov, ki očitno dnevno prihajajo naprej in nazaj, za potrebe, bi rekel, te nomenklature, ki trenutno vlada v Sloveniji. Vi pa še vedno vztrajate, da sta se Janša in Sanader 2004 dogovarjala za incidente, ker je to ima politično koristilo, da sta jih spodbujala? Kot rečeno, vse to, kar sem do sedaj govoril, je resnica in to bom dokazal na sodišču. Gospod Rop, pa nam lahko samo prosim zaupate, kater stavek ste si najbolj zapomnili iz poročila gospoda Podbregarja o teh incidentih, s katerimi ste se dogovarjali Janez Janša in premier Sanader. A ste si zapomnili vsaj en stavek iz tega dokumenta? Verjetno ja. Ta dokument je tako šokanten, da sem si zapomnil zelo veliko stavkov. Kot rečeno pa sedaj te stavke in vse to, kar se je dogajalo, obravnava tako komisija in obravnavalo bo to tudi sodišče in slovenska javnost bo o tem in vsem tem pravočasno obveščena in seznanjena. In kot rečeno, jaz sem trdno prepričan, da bomo na koncu dokazali resnico. Se pravi, ste bili seznanjeni iz papirja, iz dokumenta, ne ustno od gospoda Podbregarja? O tem sem že večkrat govoril. Torej ustno in pisno. Rekli ste, da boste predstavili na sodišče dokaze. Kakšne dokaze lahko predstavite gor? Kot rečeno, ko bomo dobili to tožbo, bomo na novo odgovorili in z našim odgovorom boste takrat, ko bo do njega prišlo, tudi seznanjeni. Pričakujete, da bo gospod Podbregar na Tožnik predlaga prednostno obravnavo tožbe. To me zelo veseli. Pričakujete, da bo gospod Podbregar 4. septembra na komisiji povedal, kje naj poslanci iščejo ta, kot pravite vi, šokanten dokument. Do zdaj se še ni pojavil. Kot rečeno, ne vem, jaz s gospodom Podbregarjem nisem imel v tem času nobenih stikov, tudi mislim, da nima smisla, da bi imela kakršnekoli stike. Gre pač za to, da on pove svoj del zgodbe in svoj del resnice. Ali ta dokument morda obstaja še vedno na vladi, ali ste si ga morda v kakšnem predalu zataknili, kakšno maro skrili? To je vprašanje za $1 milijon. Hvala. $1 milijon?